pa zakaj ta velik zaslon oziroma dva združena tukaj na armaturni plošči? Zakaj to ven štrli? Dobro jutro, ura je 6:00, jaz gledam tako podrt, zato ker nisem dobro spal. Lahko bi potegnil še do 9, če bi hotel, ampak ne morem. In zato sem rekel, da mogoče najboljš, da se skupaj prehtim, da vstanem, grem ven, pa povem nekaj o pravzaprav enem najnovejših Mercedesov sploh. Če ti takole celega pokažem, a ga prepoznaš. To je Mercedes GLA, druga generacija. Nač, pet, bom razložil. Aha, super flaša se vidi, bom dal stran, zaprl predal, žgal avto, vse štima. Ja, po mojem bo tukaj v redu plec, kaj praviš? Ok, da se razumemo, GLA, ne glede v kateri opremi, sploh pa če je ojačan s kakšnim paketom, ki liči na AMG, je vsem bolj mesten avto. Ampak jaz sem zdaj kar nekaj časa ta avto vozil, skoraj izključno po urbanih okoljih, pa tudi veliko na avtocesti, pa se mi zdi, da je prav, da ga, če ne drugega za kakšno lepo fotko, pripeljem tudi na kakšno podlago, ki je malo manj ugleda, ker konc koncev, avto je dvignjeno tal za 17 cm, to je koliko, okroglih 5 več kot povprečno osebni avto, pa stari iskreno, ne mi reči, da mu takle okolje ne paše ravno tako dobro. Zdaj pa, če sem že omenil to, da gre za drugo generacijo, v čem se pa ta, ki je zdaj res čist frišna, razlikuje v primerjavi s prvo? Ta avto je več kot 10 cm višji. Mercedes se je odločil poudariti to, da je avto križanc. Pravzaprav je GLA, ja ni več sam, a veš, nešto između, ne? Aha, super, še svojo senco snemam. Zdaj izgleda kot polnopraven SUV, čeprav to v resnici ni. Zdaj, kdo sem jaz, da bi sodil, moje mnenje je pa, da bi mogel biti še kakšen centimeter dlje oddaljen od tal, pa biti malo bolj izrazito terenski, pa pač ni. Ampak ker je pa dvignanje, pa vstopanje, pa izstopanje v kabino bistveno lažje, kot je bilo. Drugače pa, ko pride do oblike, pismo stari, jaz mislim, da se bomo hitro strinjali, če rečem, da je ta avto, mislim sploh, če ga pogledaš od spredi, pa si lepo vzameš cajt, da oceniš ta njegov smrček, da je precej atraktiven. Pa ne samo zaradi paketa, ki je izbran, pa zaradi barve, mimogrede ta pismo tam opaše k Atana imamo. Pa prej, ko sem govoril, da je ostalo daljne 17 cm, ne. To pomeni, da pravzaprav, če si previden, če si vzameš čas, pa malo preveriš teren, pa obenem tudi, če upoštevaš, da je ta avto opremljen samo s sprednjim pogonom, lahko tudi marsikam prelezeš, ne. Samo moraš iti res počasi. Čeprav vse, ne, s tem delom lahko hitro po tleh popraskaš. Pa mimogrede, high five tistmu, ki je zberal paket opreme, zato ker se mi zdi kombinacija te rdeče s temnimi platišči, predvsem pa s kabino, ki fejst diši po športnosti, zmagovalna. Mot me v bistvu mogoče kakšna malenkost, ajde. Nimaš pametnega ključa, ker pomeni, da moraš vsakič stisniti na ključu, da prideš v kabino. Tako finemu avto bi to že pasal, konc koncev ima kup drugih stvari, ki so tako ali drugače zelo priročne. Od električnega odpiranja in zapiranja kufra, pa no, vidiš, to sem hotel reči. Pa generalno zelo sodobnega občutka, ko prideš do kabine. Okolje tukaj noter je pa, se veš, delimo se ali pa delite se na tiste, ki pravite, pa zakaj ta velik zaslon oziroma dva združena tukaj na armaturni plošči, zakaj to ven štrli? To je pač Mercedesov design feature, ki je prisoten pri vseh sodobnih avtomobilih in s tem se pač moraš sprijazniti. Meni se da zdi tako grozen, pravzaprav nasprotno, pa tudi na splošno gledano proti ambientu, moram malo tam tepih popucati, vidiš, ko hodim dost po takem okolju, pa pol noter nazaj v kabino, pa preneseš vse živo noter. V glavnem, hotel sem reči, da ambient se mi zdi za tako vrsto avtomobila najprej zelo podoben tistemu razredu A, pa konc koncev tudi B, pa C-la, pa tako naprej. No in meni je všeč. Pa tudi naokrog, ko takole folk malo vprašam, pravite, da všeč so vam okrogli zračniki, všeč vam je, ker koliko malo diši po AMG-ju, to je razumljivo, recimo volan, sploh recimo zdajle, v teh svetlobnih pogojih, ne vem, sploh če ga takole snemaš ali pa fotografiraš, da ti sonce prihaja iz kontra smeri noter, zdi še posebej posrečen. Pa mogoče sam še en komentar povezan z upravljanjem vmesnika, poglej tukaj na drugem delu te armaturne plošče. Vidiš, kot uporabnik si uporabljaš s tole ploščico. Na tem delu roka tvoja počiva, takole. Potem pa rihtaš, ukazuješ s pomikanjem prstne blazince po tej površini. Fajn stvar. Dobro, pa
to je treba priznati, ne, piano plastike, vidiš tukaj je velik, pa tukaj spodaj tudi. Ja, jebi ga, stari, no, pač bo treba malo popucati. Položaj za volanom, da jaz nimam niti ene pripombe, predvsem pa, veš, ko sem prej govoril o feelingu v kabini. Usne, aluminij in v konkretno tem avtomobilu tudi razmeroma velik alkantare. Na vratih bom pokazal, čakaj, se vidiš cel ta del, vidiš, koliko površine sedeža prekriva alkantara, predvsem je pa zelo velik tudi na vratih. Se tega dela se ne dotikaš veliko, ne. Ampak vsakič, ko pa pogledaš, pa se z roko začneš dotikati, pa malo božati, stari, tole pusti odličen vtis. Evo vidiš, pa za drugo vrsto velja podobno kot za prvo. Prostora, mal azijski emot, ne, preveč, ne. Prostora je tukaj predvsem v višino, stari, kolikor hočeš. Za noge ne bom rekel, da ga je nadpovprečno, ampak več kot zadost tudi za koga, ki je krepko čez 1,80 m, to ne bi smel biti problem. Pa vidiš, kako so sedeži usločeni, ne. Taka v bistvu zelo preprosta fora za dosežt. Črn mucek. Kaj zdaj to pomeni? Če ti ne prečka potem, pa gre vzdolžno, a veš, tako kot ti, v isto smer je obrne. Nima veze. Pa dobro, da ne pozabimo na kufer, ne. Tudi tukaj v primerjavi s prvo generacijo nekaj malega razlike. 435 litrov. Če sem čisto iskren, se ne spomnim točno, koliko je imela prva generacija, ampak mislim tam za ne 15-20 litrov manj. Pa klop, vidiš, se deli v razmerju 40-20-40. Pa meni se zdi, pa ne vem v kakšnem primeru, oziroma pri kateri opremi verjetno za doplačilo, no, konec koncev gre za nemško znamko. To je skupno vsem. Je lahko tudi vzdolžno pomična, ne, kar pomeni, da lahko dobiš par dodatnih litrov tukaj v kufru. Zdaj je pa skoraj pretekal. Stari, pa me pa folk doskrat vpraša, ne, kaj je to za en avto, GLA, pa dor, pa koliko avto ima zdaj ta Mercedes? Včasih je bilo bolj simpel, pa je bilo 5 modelov, pa si točno vedel, kjer je kjer. Jaz sem pravil, stari, meni je vseeno, pa ne govorim tukaj sam za Mercedes, ne. Jaz to požegnam, zakaj pa ne? Naj bo izbire čim več, izvedenk, različic, modelov, to je Mercedesov problem, ne tvoj. Ti imaš samo več na tisti policiji, s kateri lahko jemneš, pa izbiraš, pa kombiniraš. A ni tako? Ok, pojmo naprej. Zdaj pa prijemo do lastnosti GLA-ja, ki je bila meni, po mojem, da poleg, moram priznati, videza pa najbolj všeč. To so pa vozne lastnosti. A veš zakaj? Večkrat sem že povedal, da je meni fejst fajn všeč, kako se pelje navaden A. Pol pa pride GLA, pa si misliš, vse je malo dvignen, verjetno je malo mehkejši, kar je res, pa verjetno se malo več nagiba, tudi to drži, pa ni tako športno. Ja, tudi to drži, ampak tako prijetno, pa lahkotno vodljiv je, da te ima, da bi šel dan po tisti cesti, ki ima več ovinkov. S tem ne rečem, da je športen avto. Tudi približno ne. Ma pa tisti vesele, ki ga deli z A-jem, da zagra po ovink. To je pa recimo meni ful pomemben. Marskomu je to vse, meni pa ni. Pa še ena stvar je zanimiva, ne? Zato, ker prideš do motorja, a veš, tukaj noter ni nek športen bencinc, ne? 2.0 dizel, 110 kW oziroma 150 konj, ampak je zadeva nekako tako naštimana, da je tak živahanje, no. Sem bil kar presenečen, no, da se je motor pripravljen pogovarjati tudi na malo športen način. Zdaj, če me kaj zmot, čakaj, škva, porabe pa nisem niti enkrat še preveril. A pogledam. Hey Mercedes. Telephone not available. You can now connect your phone. Hey Mercedes. How may I help you? What's the consumption like? The average consumption since start adds up to 10.2 litres per 100 kilometres. Since reset, 6.7 litres per 100 kilometres. Ta podatek je bil pomemben. 10,2, zakaj? Avto zdaj na mestu laufa, zato ker sem hotel pogledati potovalca. Zalaufal sem ga, pripeljal sem se kilometer pa pol. Zjutraj avto neogreti motorji, vsi, sploh na kratkih razdaljah. Vmes sem imel semafor, pač veliko ponucajo. 10,2 ni relevanten podatek. 6,7 zadnjih 1000 pa še nekaj kilometrov, to pa že bolj. Upoštevi tudi to, da sem bil zelo veliko na avtocesti, da sem se veliko vozil v mestu, da sem šel parkrat tudi na tako na pol športno turo, zato ker sem se želel malo uživati. Dejansko se pa z varčno vožnjo nisem ukvarjal niti mal, kar pomeni, da bi šel lahko še bistveno nižji. Evo, to pomeni. Ja. Ajde pa mogoče še ena stvar, ki se mi je zdela... To me je pa malo zmotilno. Avto je avtomatik, robotiziran menjalnik, v 97% primerov deluje super, pravzaprav zelo nezaznavno, ampak opazil sem pa, da ko se ustavljaš, ali pri semaforju, ali na parkirišču, ko on zmeče dol oziroma da v ler, se mi zdi, da prihaja do blagega, malo se zatrese avto, no. Kaj pa zdaj to? A je bilo tega treba? To me je malo zmotil. Drugač pa nekih hudih hib, se mi zdi, da avto nima, no.
Kaj pa jaz vem? Lahko pa, da imaš ti drugačno mnenje. Ne? Dej, razgovor se, napiši, ne? Kakšna je pa tvoja izkušnja, če si se ali pelil že s tem avtomobilom, ali si mogoče vozil predhodnika, ali ga pa celo zdaj voziš. Pa mi povej, kaj si misliš o to novem GLA-ju. Zakaj skozi smižim na eno oč, ker direktno sonce gledam, pa mogoče res malo težje. Kje pa jaz sem še špegle? Ok, to so bile te glavne stvari, ki sem jih jaz želel izpostaviti. Jaz mislim, da sem te glavne stvari povedal. No? Posrečen avto, ki je bil zelo všeč tudi moji ženi in grede. Sem rekel prost, ampak nimamo teh penezov. A veš, ceno je tako, začne se pri švoh 35 jurih, v primeru 200D se mi zdi, da pri 36 900, ali pa se od tebe odvisen. Ne? A želiš imeti čisto osnovno avto, ali boš pa še kaj dodal? Ta ima kup enih stvari še. Cene so pač take premijske. Je pa takšna, v tem primeru, to moram priznati, tudi ponudba. Ok, se mi zdi, da sem dober zaokrožil. Punce še spita, vmes odpulo en sprehod, če sem že tukaj, pa če že tako fino. Ok, ajde. Zdravo, punce. Kaj bo dobrega? A ja, čakaj, ti pa nisi punca.